Dober večer. Še en udarec na plače. Obvezni zdravstveni prispevek se še drugič zvišuje. 2 leti potem, ko je vlada Roberta Goloba najprej ukinila dodatno zdravstveno zavarovanje in uvedla obvezni zdravstveni prispevek, se bo ta marca zvišal še za 5,9%, kar pomeni, da nam bo v naših denarnicah konec meseca ostalo že skoraj 40 evrov manj. Toda, če na eni strani v zdravstveno blagajno plačujemo vedno več, se na drugi strani daljšajo čakalne dobe. Okoli 140 tisoč ljudi je še vedno brez osebnega zdravnika. V vladajoči stranki Gibanje Svoboda pa so ukinitev dopolnilnega zavarovanja označili za zgodovinski trenutek za javno zdravstvo. Pa je bil res. Z nami sta članica Gibanja Svoboda in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in Janez Cigler Kralj iz opozicijske Nove Slovenije. Dobro večer obema. Dobro večer. Povejte mi, gospod Cigler Kralj, zakaj vi pravite, da gre pri tej podražitvi obveznega zdravstvenega prispevka za še eno prevaro vlade Roberta Goloba? Ja, pravzaprav se pogovarjamo o že drugem zvišanju v enem letu prispevka, ki naj bi bil ukinjen. Kako je ukinjen, če ga zdaj višajo? In iz tistega prostovoljnega je postal obvezen. Ampak to ni temeljna zadeva, ki jo pravzaprav očitamo. Temeljno vprašanje in dilema je, ali imamo zaradi tega, ker vedno več plačuje vsak slehernik, ki dela za zdravstvo, tudi boljše storitve. Ali prej pridemo do zdravnika, ali imamo storitve brez doplačila, ali imamo bolj kvalitetne storitve. In odgovor na vse to je ne. Čakalne vrste se daljšajo. Storitve so nedostopne. In to je nesprejemljivo. Kaj pravite na ta očitek? Vsekakor je to bil zgodovinski korak. Že večkrat prej smo to poskusili, pa nam nažalost ni uspelo. Če tega ne bi naredili 2 leti nazaj, bi to dopolnilno zavarovanje že 2 leti ljudje plačevali 45 evrov na mesec in več. Se pravi, smo v bistvu ljudem privarčevali v teh 2 letih in še bolj pomembno, dobički zavarovalnic so ostali v zdravstvu, namesto v zasebnih rokah, za kar se borijo v Novi Sloveniji. Mi delamo za ljudi, oni delajo za tiste, ki dobro služijo. Kar se tiče zdravnikov, 400 več jih je, kot jih je bilo na koncu vaše vlade. Bistveno več je opredeljenih na družinski medicini. Mislim, da je skoraj 100 več družinskih zdravnikov oziroma zdravnikov splošne družinske medicine. Strinjam pa se, da je pri teh čakalnih vrstah, mislim, da je zadnjič tudi direktor NIJZ-ja priznal, nekoliko zmede, tako da te podatki, ki jih navajate, kako se čakalne vrste daljšajo, seveda ne držijo. No, ampak kolegica Bratušek pravzaprav nadaljuje čudno zgodbo premierja Goloba, ki jo je v tem tednu lansiral, in sicer, da po njegovem čakalne vrste nimajo veze z realnostjo. Mi v NSi in Skupni listi ne vemo, kje premijer in kolegica živita. Dejstvo je, da so čakalne vrste vse daljše, da tudi tisti, ki čakajo nad dopustno dobo, jih je nekaj tisoč več v zadnjih 2 letih in to je nesprejemljivo. Recimo, poznam osebo, ki bi morala biti operirana, ortopedsko operacijo, 27. decembra 2025. Ker ste sprejeli na sveti večer 24. decembra uredbo, s katero ste ustavili posege pri koncesionarjih, so to osebo obvestili, da bo zdaj čakala na poseg 1056 dni v UKC-ju. Veste, koliko je to? To je 3 leta. V tem času bo država plačevala bolniško, ta oseba bo jemala zdravila, protibolečinske in tako naprej, zdravje ji bo pešalo. In to je koncept, kot si ga vi predstavljate. Mi moramo to po 22. marcu takoj začeti reševati in mi imamo rešitve, in sicer, da se vključijo vsi izvajalci v odpravo čakalnih vrst. Seveda, in se bogatijo zasebniki, javno zdravstvo pa se siromaši. Jaz pa poznam osebo, ki je dobila termin za operacijo kolka junija 2026, potem pa povabilo na operacijo septembra 2025. Ja, ampak to je pred decembrom. Tako da, to je pred decembrom. Pred vašo uredbo. To vam razlagam. Ne, vam razlagam, da so tudi obratne stvari. Zdravstvo je absolutno naša prioriteta. Ogromno stvari je bilo narejenih, urejenih, seveda pa delo še ni končano in za nas je ključno, da je pacient v ospredju, da niso tisti zdravniki zasebniki, ki želijo bogateti na račun zdravstva pred
bolniki, nihče nima pravice svojega zasebnega interesa postaviti pred bolnika. Tako da jasna ločitev javnega in zasebnega je tisto, kar mi zagovarjamo, kar bomo delali naprej. Še enkrat pa vemo, da delo še ni končano, absolutno pa se stvari premikajo v pravo smer. Zagovarjate bogatenje zdravnikov? V skupni listi jasno pravimo, da je potrebno narediti red v zdravstvu. Treba je urediti menedžment javnih zavodov, zato da ne bo dilem, kje kdo koliko dela. Ampak pazite, če je v zdravstvu na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 7 milijard evrov, še pred 4 leti jih je bilo 3,5 milijard, in se ta denar ne porabi za to, da pacienti pridejo do svoje storitve, do operacije, do diagnostike, do vsega tega in čakajo enormno dolgo časa, pomeni, da ste vi ali A nesposobni ali pa B na plečih teh pacientov, ki čakajo nedopustno dolgo, ki so brez zdravnikov, 200 tisoč žensk brez ginekologov, bijete ideološki boj proti zdravnikom s tem, da jih še zmerjate z enimi živalmi. In to ni prav, to bomo po 22. marcu morali spremeniti. Treba je delati skupaj, ne pa razbijati zato, da bodo pacienti prišli do svoje storitve. To pa ni bogatenje zdravnikov. Če nekoga operira ortoped v zasebni ali pa v koncesijski ambulanti ali pa v javni, državni, gre denar pravzaprav za to pacientu in storitvi, ne pa tistemu zdravniku. Vi pravite, mi delamo in rešujemo stvari. Ni prav, da v javnih zavodih namenoma nekdo ustvarja čakalne vrste, to je primer ortopeda iz Novega mesta, zato da lahko potem popoldan pri zasebniku te iste paciente operira. Zato pravim, mi delamo za bolnike in tudi v naslednjem mandatu bo tako, tudi po 22. marcu bo tako. Vi pač imate ideologijo, da delate za tiste, ki že danes imajo več in bodo po vaši reformi imeli v žepih še več. Zanimivo, opažam in v NSi in v skupni listi opažamo, da vam ni ravno mar za paciente. Ortoped Kavčič v novomeški bolnišnici, lahko da je delal kaj narobe, ampak to je stvar nadzora v javnem zavodu. Da je pa on umetno ustvarjal čakalne vrste s tem, da je delal več, kot bi moral, vaša stran pa celo mu očita, da je delal več, kot bi smel, čakajte, kdo določa, koliko sme en ortoped delati, ne? S tem, da ste se ga lotili z ideološkim bojem, pojdite vprašati jugovzhodno Slovenijo. Ste razsuli ortopedijo v Novem mestu in ste celotno jugovzhodno Slovenijo spravili ob ortopedijo. To so pa povedali vsi, ki z njim delajo, pa ne samo zdravniški kolegi, kot je ponavadi, ampak tudi medicinsko osebje in to ni ponavadi temu stvar tako. Torej delate veliko škodo na plečih pacientov, namesto da bi se njim posvetili, da bi poskrbeli, da denar, ki je na voljo in ga je dovolj, in ga vsak posameznik, posameznica, ki dela, veliko vplačuje, da bi prišel do pacientov in za te storitve. In točno zato skrbimo in točno zato smo poskrbeli, če zdravnik v javni bolnici v eni uri pregleda 2 pacienta, pri zasebniku lahko pa v eni uri pregleda 8 ali 10 pacientov, je za nas to pač nesprejemljivo. Če je zaposlen v javnem zavodu, naj v javnem zavodu oddela 10 pacientov. Ampak tako, kot na področju zdravstva skrbijo za, kot sem rekla, tiste, da bojo žepi nekaterih še bolj polni, tako tudi na področju upokojencev, kjer smo naredili velike korake, oporekajo vsemu. Domovi za starejše, položnice pri domovih za starejše so tudi za 500 evrov nižje, kot so bile v času, ko ste bil vi minister. Za 500 evrov. Veste, koliko to pomeni ljudem? 500 evrov na mesec. To pomeni skoraj 6.000 evrov v enem letu. Prvič, položnice morajo biti nižje, saj se pobere ogromno prispevka tudi od upokojencev in celo povzročili ste, da ste neustavno posegli že drugič, najprej z obveznim zdravstvenim prispevkom, potem pa še s tem obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo v neto pokojnine, ko ste ravno tako dušebrižni za upokojence, ampak nazaj zdravstvo, ne? Z tem zdravstvenim prispevkom ste vi najprej naplahtali ljudi, rekli ste, da ga boste ukinili, pa ste ga naredili obveznega. Plačujejo ga večkratno obrtniki
podjetniki, kjer plačujejo 1% za delodajalca in 1% za delojemalca, plačujejo ga upokojenci, kar nikoli ni bilo v našem načrtu in to ni prav in danes smo vložili zahtevo za oceno ustavnosti in še nekaj, samo da dokončam, trikratno ga pa plačujejo tisti, ki imajo na kmetiji dopolnilno dejavnost in pa tisti, ki imajo popoldanski SP. Tako si vi predstavljate razbremenitve pokojnin in plač, ne? Dejva pogledati. Prvič, a je to protiustavno ali ne, bojo verjetno odločali ustavni sodniki. Zato smo dali zahtevo. Ne, gospod Kralj, vi ste že rekel, da je protiustavno. Po našem ampak mnenju. dejva pogledati. Zajamčena pokojnina bo zdajle po tej izredni uskladitvi znašala 825 evrov. Koliko pa je prag revščine? Pri vas je bila 635. Ta dodatek, prispevek za dolgotrajno oskrbo znese 1%, to je 8,25 evrov na mesec, na leto to znese manj kot 100 evrov, 99, če sva natančna. Pa še obvezni zdravstveni? DSO-ji, še enkrat, je za, konkretno vam povem, za oskrbo 3/1, to boste vi kot bivši minister vedel, kaj pomeni, nižja 462 evrov. Če to pomnožimo z 12, to pomeni 5544 evrov. In če to upoštevamo tistih 99 evrov, ki jih res plačajo več, za upokojenca to pomeni 5444 evrov na leto manj. Zdaj pa povejmo, kdo zna poskrbeti za upokojence. Da ne povem, kaj se je upokojencem zgodilo v vseh treh desnih vladah. Ampak dajmo tukaj, samo repliko, tukaj pa boste imeli možnost potem tako povedati. Kolegica zelo spretno manipulira s podatki. Ja. Lahko je pri katerem od stanovalcev domov, pazite, jaz sem vas poslušal. Ja. Lahko je pri katerem od stanovalk ali stanovalcev domov tudi 500 evrov razlike. In prav je, da je, saj se pobere že več kot 250 milijonov tega prispevka od vseh, ki delajo in tudi od upokojencev. Pazite, gre tudi za dvojno plačevanje. Pazimo, vi bi to ukinili. Ne, to pa ni res. Ja, če boste ukinili prispevek, boste morali tudi to vrniti. Jaz sem vas poslušal, a smem dokončati svoje misli? Zdaj ali ne? Izvolite. Lejte, to je spet manipulacija. Mi bomo takoj s 23. marcem začeli delati za to, da se ukine prispevek upokojencem, ker je neustavno po našem mnenju posegati v neto pokojnine in da se ukine prispevek vsem tem, ki trojno in dvojno plačujejo. To smo rekli. Prispevek pa ostane. Prispevek pa ostane. Treba pa je pogledati tudi, katere storitve so na voljo in dostopne, ker to, kolegica Bratušek, je pa ključno. Za 20 tisoč stanovalcev domov, ki so bili konec decembra v domovih, je poskrbljeno in to je prav. Nihče pa ne more na novo po zakonu o dolgotrajni oskrbi vstopiti v domov in zdaj jih je že okoli 3 do 5 tisoč tistih, ki so nujno potrebovali dom, se boste morali strinjati in lahko vstopijo samo po zakonu o socialnem varstvu, samo da dokončam, in imajo do 30% višjo položnico in ne vejo dokdaj, ker lahko tudi do 2 leti traja, da bo njihov osebni načrt potrjen in odločba izdana. To pa ni prav, ker delate dvorazredno dolgotrajno oskrbo. Še replika in končamo. Glejte, vse jim je jasno, ko so v opoziciji, ko pridejo pa na vlado, je pa vedno za vsako desno vlado kaos. Prva, 5 milijardna bančna luknja, ki so jo seveda plačali tudi upokojenci. Leta 2012 so za 25% upokojencem znižali pokojnine. In v covidu so starostnike pustili umirati v DSO-jih na mesto, da bi jih namestili v bolnico. Tukaj imam tweet, vaš vladni tweet, kjer piše: vaše življenje se počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno. Namesto, da bi poskrbeli za starostnike v DSO-jih, za vas so to številke na poti na pokopališče, za nas so pa to babice in detki,
ki si zaslužijo več. Glejte, In več bodo po 22. marcu tudi dobili. Glejte, to je pritlehno To za je zdravstveno oskrbo v domovih. 27. maj leta 2000, vladni tweet. Si ga boste lahko pogledali, ga bom tudi na svojih socialnih omrežjih objavila in vesela bom, če bo gospa Bačovnik Janša komentirala tudi to. Dobro. Če se ji tudi tukaj smilijo starostniki, ne samo tiste bureke in sendviče. Poglejte, to je Še podlo replika in in to je končamo. zloraba čustev vseh ljudi, ki tole gledajo. To je podlo, ja? Za zdravstveno oskrbo v domovih so vedno bili in bodo odgovorni na Ministrstvu za zdravje in mislim, da so skrbjo in vsem občutkom skrbeli za njih. Vi ste nam pa metali polena pod noge. Ampak drugo je, mi gledamo naprej, vi ste pa 4 leta zdaj bili v vladi in povzročili kaos in probleme. Mi bomo to morali reševati. Mi pa delamo naprej. Dobro. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala.